Ojla, evo, ravno sem imela en posvet oziroma sem imela z eno čudovito podjetnico in sva ravno govorile o tematiki, ki mislim, da je ful pomembna za vse, in sicer to je, kako poenostaviti svoj posel. Da nismo razpršeni na milijon delov, ampak da imamo torej posel, ki nam omogoča tudi več svobode, več časa, in da res ne rabimo dneve in dneve oziroma ure in ure preživljati samo v tem, da ustvarjamo nove vsebine, pa kaj napisati, pa kako napisati, in potem smo čisto razpršeni. In čisto razumem, ker to dobivam pa na dnevni bazi ta podobna vprašanja, torej kako si poenostaviti posel, da nam bo na dolgi rok deloval, pa da ne rabimo skozi biti pripeti na tipkovnico, pa skozi ustvarjati neke nove vsebine za družabna omrežja, ali pa na drugi strani mogoče tudi skakati pred ekranom in tako naprej. Nobeno od tega ni nujno, če imaš pot. Zdaj, kako pa si narediti tak sistem, ki ti bo torej na dolgi rok služil? Prvi korak je definitivno na to, da imamo strategijo, da vemo, kdo pač sploh smo, kakšen brand želimo ustvariti, komu želimo pomagati, za njih prilagodimo torej ponudbo in določimo tudi strategijo, kako bomo gradili na naši prepoznavnosti, da nas bodo te osebe tudi slišale in pa videle. Se pravi, da si naredimo načrt, kako bomo našo stranko peljali od prvega stika pa vse do navdušenca, ki nas priporoča naprej. Drugi korak, torej, ko imamo to strategijo narejeno, jaz bi priporočala, če želiš res imeti avtomatski sistem, da imaš darilo. Ampak to ni tisti navadni freebie, ki ga običajno slišimo, pa potem reče nekdo, saj to pa je freebie, to pa itak vsi imamo, pa rečejo, to pa itak ne deluje in tako naprej. Ampak v bistvu strateško postavljen freebie oziroma darilo, lead magnet, kakorkoli želimo pač poimenovati, ki potem naravno vodi tudi v nakup. Jaz to poimenujem torej napredno darilo oziroma darilo 2.0. In ko imamo torej ta sistem postavljen, ki bo pritegnil kot magnet idealne stranke in jih potem naravno vodil do nakupa, je v bistvu naša naloga samo še to, da pridemo pred oči teh naših idealnih strank. Celoten drugi lijak pa nam že sam potem lahko deluje. In torej, tretji korak je, da poskrbimo torej za to, da ali obiskanost naše spletne strani pojačamo oziroma povečamo, oziroma da stopimo res pred novo občinstvo, ki pride torej ki potem jih pritegne ta darilo in jih potegne naprej. In seveda potem nenehno delamo tudi na prepoznavnosti, ampak to na takšen način, da v bistvu se pojavljamo, delamo avtentično, delamo tisto, kar nam paše. Če ne maraš kamere, ne rabiš biti pred kamero, lahko vzbereš pisno obliko, kakršnokoli je pač tebi najbližje izražanje, dokler ne gremo tega, da nas je samo strah, pa zaradi tega nočemo delati, ampak da res izberemo svoj način komunikacije in izberemo torej to superpower ali pa supermoč, ki jo imamo. Tako da to je recimo en taki preprosti sistem, ki ga lahko uporabi oziroma ima čisto vsak podjetnik pa podjetnica. Zdaj, če se sprašuješ pa, Maja, kako pa zdaj jaz to naredim, pa kako postavim te strategije, pa kako naredim to darilo, pa kako naj pridem pred nove stranke oziroma nove oči, da ne rabim, skakati po TikToku in tako naprej, potem seveda poglej na stranke na Radarju. Do ponedeljka je na voljo še ta mini paketek, ki ima ogromno vrednost za vse, ki bi si želeli zgraditi torej ta celoten sistem, ki ti bo potem gradil tudi na dolgi rok. Tako da spodaj lahko v komentar mi zapišeš Radar ali pa pogledaš na mojo spletno stran, kjer najdeš stranke na Radarju. Dobrodošel oziroma dobrodošla. Se že veselim, da začnemo.